Evo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Naravno svetlobo imam delno, tako da pojma nimam, kako bo to šlo, ampak bomo probali. Torej, danes imam za vas en video, v katerem sem dobila po mojem milijon sporočil oziroma pač prošen, da ga naredim, poleg seveda True Crime. In sicer so kao aplikacije za šolo oziroma kaj jaz uporabljam za fak. Teda ja, če vas v bistvu to zanima, nadaljujte s gledanjem. Ok, se mi je naložilo, tako da lahko gremo na aplikacije. Prvi, o kateri bom govorila, vam bom dala nekje ob strani približno, kako izgleda, da boste pač vedeli, je Taskade. Pa še to. Aplikacije, ki jaz uporabljam, so trenutno na Applovih napravah. Nisem prepričana, ali imajo tudi za Android ali ne. Verjamem, da so neke podobne aplikacije, sam to pa pač žal res ne vem, ker nimam nič z Androidom. Torej, prva je Taskade, ki je v bistvu aplikacija, na kateri delam trenutno vse. Uporabljala sem jo že pred kakim enim letom, ampak sem pol nehala uporabljati, ker pač nisem tako resno začela, medtem ko zdaj delam vse na njej in vam bom pokazala, definitivno bo nek klip, ko vam pač dejansko kažem, kako se kaj dela. Ampak v bistvu uporabljam od tega, da si pišem pač video ideje, do dejansko zapiskov zraven noter, potem imam itak pač to-do liste, torej pač kaj delam čez dan in vse to. Shopping liste lahko imaš, ful je fajn zaradi tega, ker kar je meni ful super pri tej je, da je pač ful cute. Aplikacija je tako cute si nareta, tako da ni kar, enostavno jo raje uporabljam, ker mi je cute. Ful je fajn, ker lahko deliš z prijatelji, torej če imajo oni isto profil, jim lahko deliš, da lahko delaš skupaj recimo na projektih, torej lahko tudi dansko ti assignaš task, torej recimo, če bi mi bili skupaj v ekipi, skupini, whatever, in bi rekla, ok, Vanessa, ti boš naredila, ne vem, prezentacijo, kao vizualno, in bi jaz pač sam lahko označiš mene, da moram kao to jaz narediti in je to potem moja naloga. Dobesedno pač si delam noter trenutno, se pravim, vse. Pri Taskadeu je še ful cool zaradi tega, ker ne samo da imaš chat, lahko tudi imaš video chat, torej deluje isto kot Zoom oziroma ne vem, kaj zdaj uporabljate za faks, za šolo, ampak lahko se isto preko tam pogovarjate prek videa in chata, torej znotraj tega, ko ti narediš recimo plan, kaj boste naredili, imate še posebej chat grupo, kjer se lahko tam pogovarjate, da pač res ste na enem mestu. Pa zastojn je, pač zastojn. Potem druga aplikacija je GoodNotes. GoodNotes je v bistvu aplikacija, na katero uporabljam jaz predvsem na tablici. Je pa tudi po novem na MacBookih, teda če imate pač vse Apple naprave, je ful fajn, ker lahko imate na vseh napravah. Torej imaš lahko na telefonu, na računalniku, na tablici in lahko recimo jaz na iPadu rada pišem, sicer zdaj že dolgo nisem na roko sicer pisala, ampak ko sem ga kupila, sem pač ful pisala in enostavno recimo napišem se na roko. In pol lahko tudi bereš to na računalniku, ampak kar sem jaz zdaj začela delati malo bolj pač pogosto, ker enostavno meni je ful fajn delati te cute zapiske, ampak pač nimam časa dejansko, tako da je lažje, če recimo imaš od profesora ali pa kaj tajega, če imate PowerPointe ali pa v srednji, če enostavno pač si zapišete na list papira ali pa v osnovni in potem sam prepišete lahko z roko na tablico, ali pa dejansko recimo samo natipkate, ker isto lahko deluje kot Word. Ta aplikacija je plačljiva. Ona prejšnja vam nisem rekla, ampak ni plačljiva, nima niti in-app purchases, nič kaj tajega, medtem ko tale je nekje 10-13 evrov, ampak jaz sem plačala zdaj samo enkrat pred 2-3 leti, pa jo uporabljam pač konstantno od takrat. Naslednja stvar, o kateri bi vam rada omenila, je Quizlet. O tem sem že mislim enkrat govorila, ampak je v bistvu aplikacija, kjer si lahko delaš flashcards, lahko najdeš flashcards, pač eni imajo javno in ti lahko najdeš od drugega recimo zapiske oziroma te, kako se tem reče v slovenščini? Jaz tem reče flashcards, ne vem kako drugače se sploh reče, ampak pač se lahko potem učiš. Jaz tega več ne uporabljam toliko, ampak se mi je zdelo ful pomembno, da vam povem oziroma pokažem, ker vem, da eni se s tem ful učijo in vam prihrani čas.
pa pač full cute je, pa ostane ti in lahko tudi na telefonu spet pogledaš, na računalniku vem, da zaenkrat še ni, vsaj na MacBookih ne. Teda lahko pa imaš na tablici pa na telefonu in se pač konstantno učiš, če se hočeš. Konstantno, pač ko imaš čas. Potem je naslednja aplikacija Canva. To je aplikacija na telefonu, pa mislim, da na tablici, na računalniku je pa sam pač na spletni strani. In je v bistvu aplikacija, kjer lahko delaš kot PowerPointe in ti lahko svoj projekt, torej svoj izdelek preneseš v PowerPoint. Ene stvari se zgubijo, ker pač ni 100% kompatibilno, bomo temu rekli, ampak še vedno pa lahko narediš tudi celotno prezentacijo v Canvi. Meni je full cool, ker dejansko imate presete, imate kao templates vnaprej, torej pač pripravljene in jih lahko samo uporabite, zamenjate imena, zamenjate karkoli, pač lahko dodaš kakšne slikice, lahko dodaš kakšne video, karkoli, pač res amazing. Se mi zdi, da se to zdaj že kar pozna, vsaj pri nas, na faksu vem, da jih ful to uporablja, tako da je tudi ful cool zadeva. Pa še se mi zdi, da lahko narediš dosti lepše, kot pa recimo s PowerPointom, oziroma lažje narediš lepše. Tako jaz temu rekla. Pol naslednje stvari pa več niso glih toliko neke nove aplikacije, če jih še ne poznate, ampak itak je tukaj Google Docs, kar vem, da mislim je zastojn, je kot Word na foro. Word je meni še vedno pač boljše, Word jaz obožujem, ampak Google Docs je vredno zaradi tega, ker če delaš ti na nekem projektu za svojo skupino, sploh zdaj v času Zooma in to, se ne dobivaš na domu načeloma, no pač mi se ne, jaz se ne dobivam z ljudmi zdaj trenutno. Tako da ja, in lahko delaš preko spleta skupaj, ne, lahko dva naenkrat urejata torej dokument, se verjetno že vsi veta, samo vam raje povem, ker da eni pač ne poznajo tega toliko. In lahko ti dodaš komentarje, lahko vidiš, kaj nekdo spremenil, točno vse ti vidiš, kaj kdo dela. Tako da lažje najdeš neke napake, oziroma če si ti recimo na nečem delal in je nekdo spreminjal, lahko točno vidiš, kaj je on spremenil in pač potem se pogovarja, da je boljše ali kakorkoli. Ja, medtem ko jaz vedno naredim svoj del v Wordu, pač natipkam in ga pol sam kompiram v Google Docs, potem pa dodam nekaj komentarje, recimo v skupnem delu, recimo če mi kaj ni jasno ali pa če bi kje kaj dodala, če je nekdo drug delal na tej točki, jaz pač dodam, ne vem, prav v komentar ali pa kao, tam imaš celo, ti lahko narediš priporočilo, kako bi ti, torej predlagaš, kako bi ti spremenil, dejansko spremeniš, ampak je še vedno zraven njihov originalni tekst, kar je meni ful vrejo. Ja, pol naslednja aplikacija itak vsi pač poznate in to so Notes, kalendar in pa ura. Te tri aplikacije so uporabne, že zdaj mislim uporabne itak, ker pač si dodaš v kalendar, ne rabi si recimo planera kupiti, če nočeš. Isto si lahko v GoodNotes delaš, kot planer narediš, če imate slučajno iPad in si recimo dopišete, torej kdaj imate izpite, kdaj se boste učili, vse to si lahko naredite v navadnem kalendaru, ne rabite niti nič dobene aplikacije naložiti, kupiti, kakorkoli. Tudi v Notesih si lahko dopisujete razne zadeve, jaz vedno Notese uporabljam in voice memov, da pač vam snema zvok, to dvoje jaz ful uporabljam zaradi tega, ker pač mi res ful pomaga, ker se včasih ne da tipkati in sem pač posnamem. Ja. Ura je itak zato, ker pač si lahko nastavite, kako se boste učili. Potem pa je še ena stvar, ki sem začela delati zdaj, in to je YouTube video Study with me. Meni je to ful pomagalo, odkar jaz to gledam, si tam na računalnik Study with me, načeloma jih ne poslušam, ampak je na onih intervalih, torej 25 minut, 5 minut pauze, 25 minut učenja, 5 minut pauze. In mi ful bolj pomaga in dejansko vmes ne grem na telefon, tako kot sem pač prej šla, ampak pogledam tisti video do konca, torej 2 uri in sem se dejansko učila, pa imam izpit 9. februarja, danes pa je 1. februar in sem se zdaj že par dni probala pač učiti, oziroma nisem, bolj kot ne sem si zdaj enkrat sam podčrtala. Zdaj se bom pa ta teden, torej danes, ko je ponedeljek, pa se bom dejansko začela probati pač učiti tekste, kar me prav zanima, kako bo, ker you and I both know, da se jaz ne učim nič skoraj, tako da upam, da bom tokrat se. Tako da ja.
In to je to, kar se tiče aplikacij. Ena aplikacija, ko mi še gre po glavi, ki je tudi cute in sem hodila jo omeniti, vam bom nekaj tukaj stranega napisala, je tista aplikacija, kjer lahko, če vas je strah, da boste ful na telefonu, tudi če gledate recimo YouTube videe Study With Me, si date, vklopite aplikacijo, kjer ti dejansko gojiš drevo, ki raste in imaš ti recimo si zadaš, da se boš učil 1 uro in v tistem trenutku ne smeš iti na telefon in če greš, bo tista drevica umrla. In lahko imaš tudi z prijatelji, torej recimo se odločite skupaj, gremo se danes učiti, ob 7, se bomo učili 1 uro in greste vsi skupaj v tisto grupo in vsi skupaj skrbite za tisto drevo in če kdorkoli gre na telefon vmes, drevo umre in ti točno veš, kdo je kriv za to. Teda, mislim, tega zabavna stvar vam bom napisala ob strani, pa spodaj v link vam bom dala ali linke do spletnih strani ali imena aplikacij, glavnem nekaj vam bom dala. Teda ja, to je v bistvu to. Če imate kakršnokoli vprašanje glede česarkoli, ko sem zdaj omenila, mi lahko napišete, bom mogoče naredila prav posebej videa, ker vam lahko še bolj podrobno pokažem, kakšne aplikacije uporabljam, če vas zanima, če vas dejansko te Study With Me ali pa to zanima, ker vem, da ko sem delala oni vlog kao Finals Week, vam vem, ker bo ful všeč in me ful zanima vaš feedback, ampak jaz sem ful taka oseba, jaz bi se ful rada učila. Mislim, ful rada bi bila tak, da bi se recimo ful učila, da bi me to bilo ful zabavno, ampak pač trenutno ne morem. Oziroma, zdaj sem se začela malo učiti, da mogoče bom to zdaj vlogala, nekaj malega sem že. Ker bi res pač rada, ker se mi zdi noro, da sama sebi to delam, da se ne učim in pol je nek izpit in vsega naredim, pač, ker se učim pol tisto, pač minimalno, naredim ga in niti nimam toliko več oceni, pač pri projektih mi gre ful vrejo, ampak teorija v glavi pa je nimam ono vse res ono tipi-topi, tako kot bi jo lahko imel, ne, če bi se dansko ful učil. Tako da ja, to je to. Hvala, da ste gledali ta video in pa se vidimo v naslednjem. Adijo! Želim, da bo vprašanja. Tole sem kupila v Šparu, ne, v Mercatoru, na Šmartinski, ko sem se živela tam ful blizu in je bil med 1 in 2 evra, če se ne motim, in je liter in je ful cute. Te pa so z Amazona, ampak zdaj jih lahko dobite že po mojem pri vseh naših trgovinah, ker je zdaj to ful bolj, hvala Bogu, pač prišlo, da jim ljudje ful bolj uporabljajo in steklene, in z bambusa, in papirnate, ampak jaz imam rada te kovinske ali pa steklene. Ja, to je to.